Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Z umetnostjo naroda nihče ne bo pohujšal. Kurent. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od izhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno berišča lepote. Raztrosil jo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Gospa Judit. Z umetnostjo naroda nihče ne bo pohujšal. To bi bilo mogoče pred nekaterimi desetletji. Zdaj pa je vsled vaših koristnih naporov že tako napredoval, da mu je umetnost tuja. Če hoče resničen umetnik govoriti z narodom, mora govoriti jezik, ki ga v svojem srcu zaničuje. Tako se je zgodilo, da se danes umetnik in narod ne razumeta več. In zdaj pribijem drugo nesramnost. Ker je ostal narod tam, kjer je bil pred 50 leti in ker se je po zaslugi svojih glasnih vodnikov pogreznil še za dobrih par klafter globje, zahtevajo ljudje, da naj občepi umetnik v jami na Dobrušo ali v Črnem grabnu. Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Zdaj bi rad vedel, ali je to, kar pravi, da je, ali je več, ali je manj. In ali je sploh. In če on ni, kar je, kdo je, kar on ni. In če je storil, kar bi ne smel storiti, če ni, kar bi bil. Kaj bi porekel tisti, ki bi bil, kar pravi tisti, ki ni, da je. In če bi tisti, ki je, da si ni, nenadoma nastopil in bi rekel tistemu, ki ni, da si je. Ti, ki si, da si nisi. O, zavozlana logika. Hlapec Jernej in njegova pravica. Kar si rekel, to zdaj izpolni. Pravico si dal ljudem, pa so jo skrili. Ni je pri biričih, ne pri sodnikih, ne pri cesarju. Biriči so me pehali med hudodelce, sodniki so me zasmehovali, za cesarja so me ogoljufali. Pri tebi je pravica, ti si jo poslal, ti potrdil, ti skrbi zanjo, da se izpolni tvoja zapoved. K tebi samemu se zatekam, jaz, hlapec Jernej, sam na svetu, ob belem dnevu okraden, pravice oropan. Tvoja postava je v mojem srcu in tvoja obljuba, tvojo besedo sem slišal. Daj, da ne mine moje zaupanje. Zdaj iztegni svojo roko, vsemogočni Bog, pravični sodnik. Tako se je Jernej pogovarjal z Bogom, dolgo v noč je molil in ko je zasvetilo jutro, je vstal in se je napotil brez slovesa. Bela krizantema. Kljub zasmehu, zmerjanju in natolcevanju je vse moje življenje in nehanje služilo najvišji ideji, resnici. Kar sem videl z očmi, s srcem in z razumom, nisem zatajil. In ne bi bil zatajil za same nebeške zvezde. Dokler bom zvest resnici, sem zvest sebi. Dokler delam v njenem imenu, bo moje delo rodovitno. Iz pisma Zofki Kveder. Pri nas tam doli je potreba reformacije in revolucije v političnem, socialnem, vsem javnem življenju. In tej reformaciji mora delati literatura pot. Vse je v blatu pri nas doma. Martinka Čur. Eno je nad vse potrebno, učenje, izobraženost. Jaz sem te misli in nobel mi je ne more omajati, da je vse naše nesreče vzrok nevednost, neumnost, živalska zabitost in surovost. Zato noben narod ni tako nesrečen, kakor slovenski. Ne roka, pamet ustvari blagor. Zato sem vas klical nocoj, da se pomenimo v družbi, ki bi si naročala knjige in časopise in ki bi se shajala, da bi modri in učeni ljudje brali o koristnih stvareh. To je bil moj pošten namen.